Ali pa če se spomnite, ne vem, majhnega otroka, ki se uči hoditi. Kakšen je on? Kakšen je njegov odnos do življenja? On je ful navdušen, dviguje se, postavlja se, vmes čuti vsa čustva, od tega, joj, panika, kaj se zdaj dogaja, ne vem, a imam ravnotežje, nimam ravnotežje. Karikiram zdaj, to se dogaja na enih notranjih nivojih, a ne. In potem pade in ga boli in občuti frustracijo, ker je padel, in potem, ne vem, se spet zavzame in gre navdušeno naprej in potem ugotovi, da se je naučil padati in pol začne namerno padati in se reži ob tem, ker mu je to ful zabavno in ves čas vztraja. In niti malo se ob tem ne počuti kot luzer, ker še ne hodi. Zato, ker živi v danem trenutku. On sploh ne ve, da je v bistvu cilj shoditi in kaj mu bo to sploh prineslo, pojma nima. Ampak pač on poizkuša, prišel je do tega nivoja, da on se lahko zdaj postavi na noge in nekaj začne preizkušati, se igra in je dejansko igralec svojega življenja. Ja? In tega otroka v nas se je treba spet spomniti, to je treba spet obuditi. Ja? Ker če mi ne zmoremo čutiti tega otroka v sebi, bomo težko izpolnjeni.